Lepo pozdravljeni. V Krškem se je pričelo Bohoričevo leto. Gre za celoletni projekt obeležitve 500. obletnice rojstva prvega slovničarja slovenskega jezika in protestantskega šolnika Adama Bohoriča. Na otvoritvenem dogodku, ki so ga pripravili v Kulturnem domu Krško, so predstavili tudi posebno spominsko znamko. V Krškem bodo z nizom dogodkov in različnimi aktivnostmi poskušali osvetliti pomen Bohoričevega deda in njegovo vlogo v slovenski kulturni zgodovini. Bohoričevo leto je sestavljeno iz niza strokovnih predavanj, ki jih bomo izvajali v Mestnem muzeju Krško, iz niza pogovornih večerov, ki se bodo izvajali v Kulturnem domu Krško. Ob tem pripravljajo niz literarnih večerov z vidnimi slovenskimi literarnimi ustvarjalci, ki jih pripravljajo v sodelovanju z Valvazorjevo knjižnico Krško. Jeseni izide strip avtorja Boštjana Gorenca Pižame, ki zaenkrat nosi delovni naslov Protestanti v stripu. Pri tem je aktivno vlogo odigral direktor zavoda Škratelc, Uroš Grilc in pa sodelavec Žiga Kump, ki sta nekako željo po vzoru Cankarja v stripu, ki je bil odmeven, želela, da tudi v našem prostoru, se pravi posebej za osnovnošolce in srednjošolce, ki jim je strip vse bolj bližja literarna zvrst, oblikujemo knjigo, ki bo inovativna, sodobna in na nekoliko drugačen način predstavila 500 let stare teme in avtore. Pobudo kulturnih ustanov za obeležitev 500-letnice rojstva Adama Bohoriča je podprla krška občina. Lahko rečem, da smo Slovenci mogoče malo preskromni in se teh ljudi, ki so veliko pomenili v naši zgodovini, nam tudi dali neke temelje slovenskega jezika in Slovencev nasplošno kot naroda, da se jih mogoče malo premalo spominjamo. Smo mogoče tudi malo premalo ponosni na njih. Zato se mi zdi pomembno, da je prišlo do te pobude, da bi letos obeležili to leto rojstva s primernimi dogodki in s primernim številom dogodkov in proti koncu leta tudi z osrednjo akademijo tudi proslavili ta veliki praznik oziroma veliki dogodek. Na otvoritvenem dogodku je potekala tudi slovesna predstavitev priložnostne poštne znamke iz serije Znamenite osebnosti, posvečene Adamu Bohoriču. Znamko je predstavila Pošta Slovenije, o njenem simbolnem pomenu pa so spregovorili filatelisti. Za vsako znamko se mora od 2 leti prej začeti zbirati podatke in dati prošnjo na Pošto Slovenije. Pošta Slovenije pa v sestavi Pošte Slovenije in dodatnih članov tega izbornega tima izberejo najboljšo možnost in najboljšo letnico, da je pomembnosti v tistem letu. In med velikimi temi obletnicami je vsekako tudi Bohorič svojo 500. obletnico rojstva. V Kulturnem domu Krško za program namenjajo okoli 30.000 evrov. Tu gre za tako sredstva občine Krško, kot tudi naša lastna sredstva. Prav tako pa bodo tudi vsi sodelujoči partnerji z lastnimi viri ali pa iz svoje kvote sredstva namenili še sredstva. Tako da v tem trenutku težko rečem, kakšna bo končna številka, zagotovo pa višja od 30.000 evrov. Žal do podpore strani ministrstva ni prišlo, seveda pa leto še ni dokončano. Jaz sem prepričan, da ko se bodo enkrat uredile zadeve na nivoju države, se pravi vlade in tako naprej, da bomo tudi uspeli s tem, da nam bodo prisluhnili in dobili kakšen evro tudi za soorganizacijo teh proslav. Z Bohoričevim letom Kulturni dom Krško med drugim obeležuje tudi jubilejno 10. obletnico delovanja Mestnega muzeja Krško. Svetniki občinskega sveta občine Krško so se na redni seji med drugim seznanili s predlogom nove pokrajinske delitve Slovenije. Zadnji predlog iz oktobra 2019 predvideva 10 pokrajin. Občina Krško bi spadala pod Zasavsko-Posavsko s sedežem v Krškem. Svetniki so potrdili še nekaj drugih točk, več z januarske seje pa v nadaljevanju. Zadnji predlog pokrajinizacije Slovenije iz oktobra 2019 predvideva 10 pokrajin. Poseben status pa naj bi imeli mestni občini Ljubljana in Maribor. Sedež Zasavsko-Posavske pokrajine bi bil v Krškem, sedež pokrajinskega sveta v Brežicah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi. Sem že večkrat na kolegu občinskega sveta tudi povedal, da
v kakšni fazi je ta pobuda, seveda toliko, koliko smo pač lokalno seznanjeni. Želimo pa na nek način tudi izraziti podporo ideji o pokrajini Posavje kot nadaljevanju sedanje statistične regije in pa kot, bi rekel, neki formalizaciji ene institucije, če tako rečem, ki že deluje kar nekaj let, praktično od začetka gradnje Savskih elektrarn in se je pokazala kot pozitivna. In bi želeli, da bi bila takšna pokrajina tudi naprej in delovala nekako kot formalna pokrajina, če bo seveda do te regionalizacije prišlo. Kot je na seji dejal predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, so osnovni cilji ustanovitve pokrajin, da se pristojnosti z države prenesejo na nižje ravni, da bodo sredstva enakomerno razporejena po državi, da bodo pokrajine učinkoviteje črpale evropska sredstva, bile enakopravne pri čezmejnem sodelovanju. V svetniški skupini SD predlog načeloma podpirajo. Če pa gledam svoje mnenje, mislim pa, da bo to samo ena stopnja težje priti do cilja. Kajti na vprašanje, ko vprašaš, kaj bo na tej regionalizaciji možno doseči, zakaj bo zadolžena pokrajina, zakaj občina in zakaj država, ne zna še noben odgovoriti. Ne. Meni, da bi bilo treba doreči, kakšna bo funkcija pokrajin in ali jih zares potrebujemo. Po moje bi bilo bolje, da damo več pristojnosti občinam, pa bi se ta problem s financiranjem in s vsemi temi potrebami popravil in pa mogoče povečamo glavarino in je zadeva za nas zaključena. Ta predlog je trenutno na mizi, če tako rečem, čeprav mogoče za nas Posavce mečken nam priključuje še Zasavje, ampak kakorkoli vsi bodo mogli malo popustiti, če bodo hoteli priti do nekega predloga, ki pa je nujno potreben. Župan občine Krško je na seji poudaril, da so na lokalni ravni bolj kot trenutnemu predlogu nasprotovali prvotni ideji o tako imenovani dolenjski pokrajini. Posavje se lahko pohvali s sodelovanjem vseh 6 občin, zato je želja, da ostanejo skupaj. Nedavno so se sicer posavski župani sestali z zasavskimi z namenom, da sami preverijo možnosti za skupno pokrajino. V nadaljevanju seje so člani občinskega sveta med drugim sprejeli še predlog odlokov o ustanovitvi javnih zavodov Kulturni dom Krško, Mladinski center Krško in Valvazorjeva knjižnica Krško ter osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško. Občini Krško in Sevnica že nekaj let sodelujeta pri obnovi povezovalnih cest med obema občinama. Ena takih je cesta, ki povezuje kraja Zalog in Mrzlo planino. Ta je zdaj obnovljena, saj so se dela zaradi ugodnih vremenskih pogojev dokončala že decembra. Ta obnovljen odsek ceste povezuje Zalog v občini Krško in Mrzlo planino v sevniški občini. V govoru z občino Sevnica smo se lotili urejanja določenih cest, ki so povezovalne ceste med obema občinama. Cesta med Zalogom in Mrzlo planino je še ena zadnjih povezovalnih cest, ki ni bila urejena. V občino Sevnica se vozi kar nekaj ljudi iz območja Bohorja in je ta cesta predvsem v zimskem času dokaj težko prevozna, zaradi težkega pluženja pa tudi nevarna. Zato so se odločili, da to cesto v dolžini približno 800 metrov obnovijo, jo rekonstruirajo, nekoliko razširijo in asfaltirajo. Ta poteka do meje z občino Sevnica in se priključuje na cesto, ki so jo v sevniški občini obnovili v letu 2018. So dela, glede na to, da je vreme primerno, končana pred rokom, se pravi v mesecu decembru je bila cesta asfaltirana, sedaj poteka še nekatera zaključna dela, cesta pa je že v uporabi. Vrednost naložbe je znašala 85.000 evrov. Kolesarjenje kot ena najbolj priljubljenih oblik rekreacije že vrsto let odpira nekatere druge možnosti. S pospešenim vlaganjem v infrastrukturo in z razvojem storitev po celotni državi predstavlja pomemben segment turizma. Vzpostavitev kolesarskega omrežja pa je pomembna tudi z vidika dnevne mobilnosti. V občini Krško, kjer so v preteklih letih uredili več kolesarskih poti, načrtujejo izgradnjo medmestnih kolesarskih povezav Krško-Kostanjevica na Krki in Krško-Kozje. Kolesarska pot med Krškim in Kostanjevico na Krki bo dolga 20 km, od tega je bo na ozemlju krške občine dobrih 14 km. Gre pa za povezavo se pravi obeh občin s kolesarskimi potmi, povezavo sever-jug
na relaciji od, bom rekel, Koprivnice preko, oziroma Kozjega, Koprivnice, Brestanice, Krškega in potem do Kostanjevice. Projekt, torej trenutno smo v fazi projektiranja, računam pa, da naj bi se ta projekt nekje v fizični obliki izvajal v letih 2021 in 2022, tako da nekje v začetku 2023 ne bi bil v celoti tudi odprt. Gre za projekt, ki je v dobršni meri financiran iz evropskih sredstev. Projekt je precej drag, če tako rečem, gre za projekt vrednosti cirka 5,5 milijona. Pri tem je približno 3 milijone v občini Krško in približno 2 milijona v občini Kostanjevica na Krki. Sicer pa so v krški občini v minulih letih uredili več kolesarskih poti. S pomočjo evropskih sredstev se lotevajo tudi nekoliko večjih projektov. Tako da bi tukaj omenil predvsem dokončanje kolesarske poti med Brestanico in Senovim, zadnjih 750 metrov, ki jih načrtujemo izvesti v začetku letošnjega leta. Nekaj se je že izvedlo, tako da naj bi relativno hitro končali. S tem tudi zaključili celotno traso od Senovega do Brestanice. Ideja je bila že v samem začetku, da bi uporabili staro traso železnice, ki pa je bila na območju Senovega na nek način uzurpirana, zato smo mogli traso spremeniti in dogovoriti zamenjave zemljišč s različnimi lastniki. V letošnjem letu pripravljajo tudi povezavo med Brestanico in Vidmom. In sicer po trasi sedanje ceste, tako da naj bi naredili tudi sistem, kjer sobivajo avtomobili in kolesarji. Tukaj gre za približno 363 tisoč vreden projekt, pri katerem je dobršen del teh sredstev namenjen seveda sanaciji obstoječe ceste, ki v nek določenih delih že razpada. Seveda je treba omeniti tudi povezavo od Koprivnice proti Brestanici oziroma cesto, ki je sicer državna, torej naloga države, pa Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, gre pa za kolesarsko povezavo med Kozjem in Krškem. Most čez Krko na Brodu pri Podbočju, ki je bil zaprt od 13. avgusta, so januarja po uspešno opravljenem tehničnem pregledu znova odprli za promet za vozila lažja od 3,5 ton. Po skoraj 5 mesecih je most na Brodu pri Podbočju znova odprt. S tem se je domačinom skrajšala pot po vsakdanjih opravkih. Do sedaj so se namreč morali voziti mimo Kostanjevice na Krki ali Cerkelj ob Krki. To je bila ena najlepših novic v začetku leta, kar se je lahko zdaj zgodilo za naš kraj. Obnovitvena dela so stekla v decembru in so trajala le nekaj dni. Zdaj na mostu je bila zamenjena povozna površina z ograjami, povozna površina je bila zamenjena, ograja je bila obnovljena, pa odsad so bile te prečne povezave, v bistvu nosilna konstrukcija postala ista, se vidi na samem mostu. Most je pravzaprav zdaj nekoliko boljši, predvsem za pešce, kot je bil prej. Seveda pa se je nosilnost zmanjšala, ne glede na to, da je bila obnovljena tudi konstrukcija v nekem delu, vendar je sedaj dovoljen promet 3,5 tone, most pa je odprt za promet. Gre sicer za začasno rešitev, poudarja Barbič. Dolgoročno si bodo prizadevali za izgradnjo novega mostu. Zdaj je treba vse sile upreti v to, da se pripravi projektna dokumentacija za nov most in da pridemo čim prej do novega, ker še zmeraj problemi določeni obstajajo in bo treba nekako te probleme reševati na drugačen način. Moram se zahvaliti strokovnemu odboru, ki je veliko energije vložil v to, da je prišel prav do odprtja mostja in pa tudi zdaj v nadaljevanju v ta strokovni odbor sodeloval z direkcijo pri pripravi projektne dokumentacije in upam, da bo tudi direkcija upoštevala te napore samih krajanov. In za kakšen most si bodo krajani prizadevali? Predvsem je na to, da bo most prevozen oziroma imel nosilnosti 40 ton, da bo hodnik za pešce in pa za kolesarje. Tako da ne bomo imeli spet most samo za 10 let, pa 20 let, pa da se stalno to zapiralo, pa da bomo imeli dolgotrajna rešitev. V krški enoti Centra za socialno delo Posavje že dobro leto izvajajo pilotni projekt Most. Gre za projekt dolgotrajne oskrbe, ki naj bi dal smernice za sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi. Vključenih je 126 uporabnikov, v okviru projekta pa so skupaj s partnerji zagotovili 15 novih zaposlitev.
Po dobrem letu izvajanja pilotnega projekta Integrirana oskrba v občini Krško Most so odzivi uporabnikov in njihovih svojcev zelo dobri. Med njegovimi uporabniki je tudi Štefanija Nedeljkovič, gospo, ki pri 98 letih živi sama, v sosednji hiši sicer živita hči in zet, vsako jutro obiščajo izvajalci projekta Most. To pa vsako jutro to vse pridijo, zrihtajo vse. Lepo, to sem pa zelo, zelo hvaležna. Pomoč nudijo na različne načine. Redno jo obiskuje tehnik zdravstvene nege. Treba noge poviti, treba vse. Umiti včasih, kar je treba. Masirati vse vsak dan. Včasih hrbtenica, včasih noge. Nekako poizkušamo, kako bi s pomočjo tega projekta Most domači in vse skupaj to skoordinirali, da bi čim lažje živeli. Tudi jaz sem kot zet že malo starejši postajam, ne? Otroci so že okoli. Jaz samo dihati ne morem, to me najbolj moti, mi čisto sobe zmanjka. Pa težko hodite, ne? Ja, no, tebe težko hodim, ker sem tudi stara. Gospa Štefanija nam pokaže zapestnico, ki jo nosi ves čas. Na njej je gumb in s pritiskom nanj lahko sproži klic na pomoč. Izredni alarm. Ja. Ja. No, to tudi v projektu Mosta. Slučajno, če bi dol padla, ne, se na to pritisnem in da me poli slišijo. No, in glede na to, da sama živi tukaj, smo že enkrat imeli alarm po noč, ki je padla tukaj dol, padla in se ni mogla pobrati, ne. In zelo prav pride. V okviru projekta namreč poskrbijo tudi za ureditev sistema e-oskrba. Gre za asistenčni center, ki deluje 24 ur na dan. V občini Krško se organizirana pomoč na domu izvaja že 29 let in je zelo dobro uveljavljena. Projekt Most pa je njena nadgradnja z novimi zdravstvenimi storitvami, do katerih uporabniki prej niso mogli dostopati na domu. S tem smo skušali ljudem ponuditi še druge storitve, ne samo storitve socialnih negovalk, tako da imajo tudi zdaj lahko na domu storitve socialnega dela, fizioterapije, delovne terapije, kakor tudi storitve kineziologa. Trenutno je vključenih 126 uporabnikov. S tem, da se trudimo, da nekih dolgih čakalnih vrst ne delamo, razen pri teh storitvah fizioterapije, delovne terapije in kineziologije, se naredi mogoče kdaj kakšna krajša čakalna vrsta, ki si jo pa trudimo potem čim hitreje počistiti. Trenutno je 15 novo zaposlenih, s tem, da še v bistvu zaposlujemo enega tehnika zdravstvene nege, ker smo v enem letu dejansko zapolnili kapacitete tistih oseb, ki potrebujejo malo bolj specifično oskrbo, zdravstveno in socialno, da tako rečem, tako da željno pričakujemo še to eno dodatno pomoč. Potem je pa to, v okviru projekta potem več ne moremo zaposlovati, se pa bojimo, kaj se bo zgodilo, no, ker že v enem letu smo v bistvu dosegli vrh oziroma zapolnili vse, kar je možno bilo, no. Dvoletni pilotni projekt je ministrstvo podaljšalo še za pol leta, torej do konca leta 2020. Njegova vrednost znaša 1,7 milijona evrov, pri čemer 80% prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20% pa Republika Slovenija. Ja, mi smo v bistvu nekako že v zaključku lanskega leta poskušali prerazporediti sredstva, ki smo jih imeli, na način, da nekako sredstva zadoščajo do konca projekta. To nam je tudi potem uspelo, tako da na takšen način bomo zdaj tudi lahko funkcionirali naprej, ampak to je pa potem tudi to. Zato nas v bistvu skrbi, kaj pa bo po zaključku projekta, ker zdaj v tem trenutku je res veliko število ljudi vključenih in predvidevamo, da jih bo še več, kakor pač sama demografija kaže in kamor pač gremo. Zdaj mi vključujemo uporabnike 18+, kar pomeni, da ne govorimo samo o demografskih spremembah, ampak dejansko vseh, ki na nek način potrebujejo na dolgi rok neko pomoč drugih oseb. Dolgotrajno oskrbo pa je treba čim prej sistemsko urediti in sprejeti ustrezen zakon, poudarja Rajerjeva. Podžupanja občine Krško Ana Somrak je s sodelavci na Senovem gostila predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v občini Krško.
Senovski župnik Janez Turine, ki jih je uvodoma pozdravil v cerkvi Kristusa odrešenika Senovo, podžupanja pa je gostom predstavila delo in naložbo občine Krško v letu 2019 ter načrte za letošnje leto. Občina Krško ob začetku leta že tradicionalno pripravlja srečanja s predstavniki verskih skupnosti. To je namreč čas za pregled dela v preteklem letu in pogovor o načrtih za naprej. Če se že čez leto ne srečamo, mogoče tudi vidimo, kako delujejo, kako živijo, seveda velik del tudi naših občanov, ki se povezujejo v različnih verskih skupnosti v naši občini. Na področju kulturne dediščine je po njenih besedah občina Krško v lanskem letu za obnove preko razpisa namenila dobrih 40 tisoč evrov. Večinoma za obnovo objektov sakralne dediščine, in sicer za konzervatorsko-restavratorske posege v cerkvi svetega Lovrenca na Gori, za konzervatorsko-restavratorska dela na oltarni sliki svetega Frančiška Ksaverja v cerkvi svetega Petra v Brestanici, za konzervatorsko-restavratorsko obnovo prostostoječih kipov v cerkvi svetega Križa v Podbočju, za konzervatorsko-restavratorsko obnovo stranskega oltarja Marije Lurške v cerkvi svetega Duha na Velikem Trnu ter za obnovo strehe na župnijski cerkvi Kristusa odrešenika na Senovem, kjer so se tokrat predstavniki verskih skupnosti srečali s krško podžupanjo. Občini Krško in tudi vsem ostalim dobrotnikom se zahvaljujem kot župnik v imenu župljanov, da smo uspeli v lanskem letu realizirati in obnoviti streho tega svetišča. Tako da letos nas pa čaka, da bomo tudi jo malo bolj prebelili, da bo tako sveža, kot je bila pred 45 leti na zunaj. Za obnovo objektov kulturne dediščine, kamor sodijo tudi sakralni objekti, občina Krško tudi letos preko razpisa namenja finančna sredstva. V letošnjem je bil že razpis narejen. V letošnjem letu mislim, da so tako Leskovec, Krško, potem Brestanica, Podbočje, to so Raka, to se pravi, župniki vejo, kaj bojo postorili, se dogovorimo oziroma se na razpis javijo in potem kvota sredstev, ki je ostaja na istem nivoju, kot je bila prejšnja leta, potem tudi razdelimo. V okviru projekta Mar nam je za skupnost je občina Krško konec decembra na območju pešcone na cesti Krških žrtev pri mladinskem oddelku Valvazorjeve knjižnice Krško zaključila z ureditvijo drsališča iz naravnega ledu. V slabem mesecu dni je drsališče dobro zaživelo. Drsališče v Krškem vsako leto popestri zimsko idilo v mestu, obiskovalcem pa poleg drsanja omogoča druženje in zabavo. Zato so pridobitev tudi letos pozdravili številni občani. V času našega obiska pa so led in drsalke preizkušali učenci osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Zelo se zabavam in zelo dobro znam drsati, zato mi je pa všeč. Meni je fajn drsati, ampak mogoče me je tudi malo strah, da bi padla, ker enkrat so tako padla, da me je ful vse bolelo. Drugač pa fajn mi je, zato ker imamo tako dobre učiteljice, pa nas nadzorujejo, da smo varni. Danes mi je zelo dobro, pa šele tretjič se drsam. Najbolj mi je všeč, ko grem naprej, pa ker delam lahko obrate. Velikokrat smo že drsali z družino, mami vsako soboto hodila v mladosti, po Celju in me je še ona naučila drsati. Danes smo z 2 razredi prišli na športni dan, na zimski športni dan. Zadnja skupina v bistvu od 3, smo že 3. dan. Vsak dan sta bila 2 razreda, tako da smo zajeli od 1. do 5. razreda vse otroke in jih odpeljali na malo drugačen zimski športni dan, kot smo bili do sedaj navajeni. Drsališče iz naravnega ledu na 200 kvadratnih metrih stoji v pešconi pri mladinskem oddelku Valvazorjeve knjižnice. Drsališče je občina Krško uredila v okviru projekta Mar nam je za skupnost, Športna zveza Krško pa sodeluje s šolami in skrbi za izvajanje tečajev drsanja. Športna zveza Krško v okviru projekta Mar nam je za skupnost, to je evropskega projekta, sodeluje tudi z osnovnimi šolami. Dejansko z osnovno šolo Krško sodelujemo v tem smislu, da se izvajajo tole interesne dejavnosti pod vodstvom Helene Drakolič. Ona je dejansko voditeljica drsanja. Prav tako pa ona vodi v naše vadbe v popoldanskih urah, to pa bom rekel za izven, torej za vsakogar. Lahko pridejo otroci iz cele Krške občine tudi izven. Imamo kar 3 skupine popoldanske tedensko in tudi te so kar lepo popolnjene, dejansko imamo že skoraj vse zasedeno za naslednji mesec. Drsanje je brezplačno, prav tako izposoja drsalk. Vsako popoldne dejansko za izven je od 3 do 7, torej izven teh vadbenih ur, torej
izposoja brezplačno, prav tako je brezplačno tudi sama drsalna površina, torej tudi če prinesete svoje lastne drsalke, je vse brezplačno. Prav zaradi tega mislim, da je tudi obisk precej visok. Imeli smo tudi tam okoli 130 sodelujočih, dejansko pa je vsak dan na površinah od 40, 60, 80 občanov. Pogodbena vrednost za dobavo in montažo drsališča je znašala dobrih 60 000 evrov. Gre za evropsko financiran projekt. Vanj je vključenih več občin iz Posavja, tako da na nek način gre za regijski projekt. Seveda tisti del, ki sodi v občino Krško, pa je drsališče. No, pri tem je treba povedati, da smo v občini Krško že pred leti poskusili z ledenim drsališčem, vendar smo imeli smolo v tistem letu, da je bilo res izredno toplo in so bili stroški električne energije izjemno visoki, pa tudi sama postavitev in odstranitev ni bila ravno poceni. Tako da, če gledamo te stroške in pa stroške postavitve drsališča, ki je v lasti občine Krško in je vse skupaj stalo nekje okrog 60 000 evrov, smo se že takrat precej približali temu. Drsališče je torej dobro zaživelo in nudi možnost drsanja tako izkušenim drsalcem kot tudi začetnikom. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil mesečni pregled dogajanja v občini Krško. Hvala za pozornost in nasvidenje.